Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci istoimenskega podcasta, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in pred nami je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb v seriji Stebri slovenskega alpinizma, v kateri, kot dobro veste, predstavljamo ljudi, ki so s svojimi vzponi, delom, znanjem in seveda značajem pomembno zaznamovali razvoj slovenskega alpinizma in cele gorske kulture. Danes se nahajamo, verjamem, da ste na nek način že zaslutili oziroma tisti, ki ste gostje tukaj, občasni ali redni, da ste zaznali, da smo v bistvu v Slovenskem planinskem muzeju, smo v Mojstrani, torej v prostoru, kjer se lahko rečemo stikajo zgodovina, spomin, dediščina vsega našega slovenskega gorništva. Tu v tej stavbi domuje veliko alpinističnih in planinskih zgodb, marsikatera se tesno dotika tudi življenjske poti mojega današnjega gosta. Z nami, z mano je spoštovani Janez Brojan. Predstavitev. Janez Brojan izhaja iz znamenite mojstranške, lahko bi rekli kar družinske plezalne tradicije Brojanov, ki se je še dodatno obrusil v okolju soplezalcev iz skupine mojstranških veveric, ki je v 60. in 70. letih odločilno, zelo močno, resnično zaznamovala razvoj slovenskega alpinizma. Njegova pot v gore se je začela zelo zgodaj, tudi pod močnim vplivom očeta Janeza Brojana starejšega, gorskega vodnika, alpinista. Veliko o njem bomo, sklepam, na začetku slišali. Kot alpinist je Janez opravil številne pomembne vzpone v domačih stenah Julijskih Alp, pa tudi v širšem alpskem prostoru. Soplezalci je sodeloval pri več pomembnih alpinističnih podvigov, bil udeleženec zgodnjih jugoslovanskih odprav v Hindukuš pa v Himalajo, kjer je izkusil tudi v bistvu razsežnosti in veličino velikih mogočnih gora. Pomemben del in velik del njegove življenjske poti pa je postalo poslanstvo gorskega reševanja. Kot gorski reševalec je desetletja sodeloval v najzahtevnejših reševalnih akcijah v naših gorah ter soustvarjal razvoj sodobnega reševanja, tudi helikopterskega. Za svoje dolgoletno in nesebično delo je prejel najvišje mednarodno priznanje za solidarnost v gorah, v tej skupnosti na nek način imenovano kar Nobelova nagrada gorskega reševanja. V današnjem pogovoru bomo spoznali njegove začetke, pa vpliv družinske tradicije, obdobje seveda mojstranških veveric, pomembne alpinistične vzpone doma in v tujini, izkušnjo Hindukuša, Himalaje, pot gorskega reševalca ter življenje, ki je bilo skoraj v celoti zapisano goram. Dotaknili pa se bomo tudi znamenitih trenutkov, ne sicer direktno vezanih na zgodovino slovenskega alpinizma, ampak na zgodovino Slovenije, tudi naše države, torej dotaknili se bomo trenutkov nastajanja nove slovenske države, ki so tesno povezani z Janezovim imenom, dejanjem in našo najvišjo goro Triglavom. Torej, Janez, še enkrat lepo pozdravljen, torej hvala, ker si se odzval. Vsem skupaj en lep dober dan, tudi zunaj še sonce sije, tako da hvala za povabilo in seveda zdaj sem pa tle pred tabo, kar boš hotel od mene, pa upam, da boš kaj dobil. Hvala, veselim se, veliko vprašanj imam. Začniva kar v bistvu s prvim, s tistim, ko se vse začne, torej kako danes vemo, slišali smo, kje si pustil svoj pečat, ampak ta zgodba se je nekje začela. Torej, kje si, kdaj si začel plezati oziroma se ukvarjati z alpinizmom, kako je prišlo do tega? Mislim, da je ne kriv, ampak moram reči, se moram zahvaliti mu, očetu, da sem tako počasi lepo
sprejemal delo v hribih, učil me je praktično doma, kaj, kako varno in tako naprej. Tako da ta prvi vzpon, tako rečen, sem naredil z njemu leta 1955, po slovenski smeri, potem pa kar nekaj smeri z njemu, predvsem pa v tistem času, ko so se te večje akcije začele, je praktično on po celo steno zvrtal pa nabu kline za takrat, ki je bil reševanje, da ni bilo treba iskati razpok pa tako naprej, ampak smo imeli praktično od vrh stene pa do podna, do čez prg, navrtane kline noter, zabetonirane, tako da je bilo to ta najbolj. Sva pa tudi ne samo v Triglavu, a ne, v steni Triglava, ampak ker je bil zelo rad povsod, sva tudi z njemu praktično cele Kamniške Alpe prehodila. Zanimivo, ni bil torej lokalc. Ne, vsekakor me je peljal povsod, no, praktično. Tiste leta prva moja sva bila skupaj. Pa si se zavedal v bistvu, kako dober plezalec je bil? Takrat sigurno še ne, ker praktično je bil oče, ki me je vedno brezpogojno, tako rečen, vzel s sabo na turo. Ja, ker Kadar je mu čas, a ne. Praktično je glih tako bil v službi, zraven je, da je kakšen dinar padel, še vodil, pa bil je praktično od samega začetka 46. leta, tudi dolga leta, 16 let, načelnik postaje Gorske reševalne službe v Mojstrani. Tako da dela je mu dosti, mogel skrbeti sam za družino, ker mama ni bila zaposlena, je bila gospodinja, tako rečen, takrat je bilo to malo drugače in smo, bom rekel, živeli dosti skromno. Ko sem gledal v bistvu te podatke, kaj je splezal, ne, je zelo fascinantno, resnično močno. Najbolj pa bode v oči ta podatek, ne, Franci Savenc, naš kronist, je lepo napisal, ne, poznamo zgodbo, ne, kako so te največje probleme severne stene odpirali, ne, in Prusik, Šalaj, ko sta splezala, sta rekla, to je padel, je še zadnji veliki problem. 2 dni sta plezala, torej še danes poznano smer, ne, Prusik, Šalaj. Ja. Potem pa dobimo podatek, da v bistvu kaj, naslednje leto v 5 urah posolira Janez Brojen, starejši smer. Sej, jaz sem jo poj 2-krat, 3-krat siguren sem jo plezal. Predvsem je težka orientacijsko, zahtevna po težini, pa ni toliko dobro, je sem pa kakšen del 5. stopnje, to je pa že tudi veliki pa tazga 2, 3, 4, tako da tisti, ki je orientacijsko bil dober, je lahko v tem času tudi preplezal. Ja. Je pa res, da če si sam solo vzpon, je to malo hitreje, a ne? Ja. Ni treba nič. Ja, ampak je dobro poznal steno, ne? Sem bral, da je veliko vodil tudi. Enkrat je en primer, ko je v bistvu 2 navezi oziroma 2-krat je peljal v istem dnevu čez. Prvo ekipo je peljal čez steno in potem se
vrnil nazaj čez steno, njih je poslal, ne vem, na Krederco ali kar že, in potem je do večera še eno odpeljal čez, torej res je poznal steno. Verjamem, ker se pravim, glih v teh stvareh se nisva zgovarjala. Mislim, je bil tudi bolj tak tih človek, marsikaj bi z veseljem najbrž, ali pa ne z veseljem, bi mi povedal, pa ni bilo prilike. Ja, Tudi to Francijo, ki je bil 37. leta član odprave, je praktično 10 let prej bil, kakor sem se jaz sploh rodil. Pa če gledava, je praktično 20 let, da sem sploh zastopil, zakaj je bil, pa kako je bilo. A ne? Kako se pa spominjaš na splošno svojih prvih plezalnih let? Kdo so bili tvoji prvi soplezalci? Jaz sem začel plezati, se pravi, z očetom 55. pa tam 62. leta, do takrat smo praktično, to sem bil otrok, a ne. 62. leta sem potem že bil na začetniškem alpinističnem tečaju pod vodstvom Belača. Od takrat naprej sem se tako rečeno osamosvojil in vem, da 13 let sva bila stara s Slavkom Rožičem, ki smo preplezali dolgo Nemško. 13 let. 13 let Jugostavar, Prusik Šalija, ta prvi vzpon najen skupen je bil pa Brojenov raz v Stenarju. Bravo. Ampak nisva bila sama. Vedno je bila naveza zraven, v kateri je bil eden od inštruktorjev, ki so bili na tem taboru. Tako da, če bi se karkoli zagustilo, po domač povedan, bi najbrž takoj prišel pomagati. Sam nama je šlo, no. Potem pa v domačem alpinističnem društvu je bil nekaj časa moj soplezalec Franci Salberger, Klavdij Mlekuž je bil praktično takrat že, kar 4 leta razlike je med nama in on je dosti težje stvari že plezal, tako da pod kasneje od 65. 66. leta naprej smo pa že počasi se, bom rekel, skupaj dobivali kasnejše vevrce. No in kako pride do te ideje in v bistvu tudi javne podobe, ne? Vi ste na nek način uniformirani in tako naprej. Ja. Resno ste se šli to zadevo, kako pride do tega? 67. 68. leta smo bili v skupini Treh Cin v Dolomitah. Tam smo po en teden praktično bili tam in v tistih letih dveh preplezali vse najtežje smeri v Treh Cinah, v severnih stenah, plus Rumeni raz, pa kaj še zraven. Tako da, in enkrat, ko smo bili v Cortini, vidimo urad veveric, kortinskih veveric, vidimo tam slike pa to. Pa ne vem, nekako spontano je prišlo poj Janko Ažman, Zvone Kofler, Klavdij pa jaz. Smo se dogovarjali, če imajo pa tlele kortinske vevrce, zakaj mi ne bi tudi v Mojstran bili pa mojstranške vevrce. No in najbolj je to se izrazilo v tem, da kortinske vevrce niso bili samo alpinisti,
Bili so reševalci, bili so dobri smučarji, tekmovalci, pa še povsod, kodr se je kaj takega delalo, so bili tam fizično prisotni. In se pravi, če vse skupaj delamo mi, tako kar oni, zakaj pa ne bi bili pa mojstranški vrtci. In tako je prišlo do zamisli, pa to je bilo treba še dati nekam, da se je videlo. K sreči, bom rekel, mama je štrikala in oče je na karirast papir mogel s križci narisati vejico, ker tako, ker gre pletilja, da vrsta rata, smo mogli takrat farbo menjati, a ne. Tako je pa je mama vse skupaj naštrikala, nam je bilo všeč to, pa smo tako prišli do puloverjev. In te puloverje smo nosili, bom rekel, leta, dobro, to je zdaj že 60 let praktično od teh časov, ampak en pulover je pa ostal in to žena od Klavdija Mlekuževga je spravila, spravila. Bolj si ga je merkal, pa je bil spravljen, ne. Ta drug smo pa brez ostali, dobro. Vemo, imamo dokaze, da smo bili, in kasneje, pa je 2 leti po tistem, ko smo postali vejice, sta se nam pridružila še Janez Dovžan pa Miha Smole, ne. Tako da to je pa tudi število 6, ni 7, kakor pravijo, da je nesrečna številka 7. 6 nas je ostalo v tej skupini. Kako pa je bilo plezati s tvojimi prijatelji, vevercami? Enkratno. Če ne bi bilo tako, bi se najbrž razšli. Tako nas je pa vsaka stvar, vsaka stena oziroma smer, težka smer, nas je praktično držala skupaj, no. Tako da, čeprav sva s Klavdijem, sva pa v večino teh težkih smeri sva splezala s Klavdijem, pa Janko pa Zvone kot druga naveza. Po letu 1969, ki je Klavdij mogel že v Himalajo iti, ki je bil član odprave Anapurna, smo ostali 3, pa da nismo, ne vem, bom rekel, iskali nekoga, da bi ga vzeli kot v navezo, smo se kar združili in smo pa plezali v 3, kar je bilo po svoje morebiti majhno počasneje, je pa res, da smo te najtežje vzpone smo naredili skupaj. Da. Sploh zadnji problemi Alp so nas mikali. 68. leta smo preplezali Valkarjev steber, takrat je bil še Klavdij, 69. je šel v Himalajo, mi smo 69. vstopili v Ajgarja, nas je stena zavrnila na višini 1200 metrov, tako da smo bili malo, tako rečeno, na vrh drugega ledišča, in je zaradi spremembe vremena, snega in tega, smo se mogli potem ob vrvi en dan spuščati, da smo prišli nazaj dol. Je pa res tudi, mislim, to smo pa tako dobili informacije, da praktično smo prišli brez praske z tiste višine
nazaj na raven. Ne. Naslednje let smo bili v dolini Valveni, v francoskih Alpah. Tam so nas povabili Kranjski alpinističen pa Kranjsko društvo planinsko, so naslednje leto organizirali odpravo v Hindukuš in en let prej so nas tri povabili, da smo se jim tam pridružili in tam nam je spet uspel en velik podvig. Preplezali smo Mrtvaški Prt v Gran Žurasu. 5 dni praktično je trajalo, dobro, od šotora do šotora. Vmes smo imeli tudi skoraj 2 dni norih padavin. Sam nam je ratalo, kot smo pa bili to kot letna ponovitev te Mrtvaške, ker Mrtvaški Prt je bil splezen pozimi, poleti in let prej so ga lezali češki alpinisti, no, tako da smo prvo praktično letna ponovitev je bila pa naša. Na splošno v Žurasih ste prvi Slovenci bili, ko ste splezali veliki, enega od 3 problemov. V Valkarjev steber. No, v Valkarjevem stebru je Klavdij bil že let prej, je tam modril, pa Conač Sezonov sta neko smer zlezla, pa so že bili pod Valkarjevem stebrom, pa je bil tak slab vreme, tako da so se umaknili in praktično smo bili prvi Slovenci s tem, da je bil ob naših 2 navezah še tretja naveza Matic Mališič pa s soplezalcem in sta takrat tudi v 2 dneh, 3 dneh smo praktično Valkarjev steber preplezali. No, en let kasneje je bilo ta Eiger, en let 69. leta, 70. leta je že to, ker vsak let smo nekaj velikega probali narediti, a ne. 70. leta je bil Mrtvaški Prt, smo prišli v dolino, so Kranjčani praktično bili veseli, so že skoraj akcijo sprožili, k nas toliko cajta ni bilo nazaj, a ne. No, pa so šli že domov, mi smo pa rekli, bomo še 2 dni tlele, pa smo šli še v Gran Capisena, pa še tam Bonatijevo smer splezali, no pa smo pa šli domov. Ja, preden izjemni vzponi so, ki so tlakovali pol seveda pot v Hindukuš in Himalajo. Preden gremo na te odprave, čisto eno tako vprašanje domačina. Kako ste pa spremljali takrat v bistvu to tekmo za Čopov steber po zimi? Kako je bilo to s tekmovanjem, temi vzhodni Nemci, Čehi prihajajo v naše stene? Ste čutili to rivalstvo? Morbiti sam ankoli, to je bilo, zmeraj je bilo par let prej ali pa vsaj let, 2, preden smo praktično mi dorasli tem stvarem, ki smo jih potem delali, tako bom rekel, vsak dan, a ne. Tako da, ko so Aleš pa Belak pa Tonač, ki so smer plezali, seveda slabo vreme, smo bili tudi praktično mi 4, tako rečen določen, smo že v akcijo šli,
z bohinjske strani, da ko pridemo na vrh stene, da gremo mi not, a ne. Ker takrat smo bili praktično res v špici. Isto leto praktično smo že v Ljubljani na Planinski zvezi sedeli pa čakali, a bomo šli v Švico v Pitsbadile po Barbko pa Petra Ščetinina reševati. No, pa se je potem le en tam skorajžil, pa je rekel, da bo on financiral, da se bo sploh akcija začela, tako da takrat smo bili res, bom rekel, v špici tega plezana in tudi kljub temu, da smo povsod, ali nas je vreme kaj nagajal ali to, smo prišli skozi težko ali pa malo lažje, a ne. Dobro, gremo zdaj v Hindukuš pa Himalaje. Ja. Pa Makalu 72. Kako gre ta tvoja pot? No, tako kakor sva rekla, Mrtvaški prt pa Granka Pisen, smo prišli tam, seveda priprave za Hindukuš so potem stekle, so že malo prej stekle, samo da nismo bili še čist člani. 70. leta smo potem praktično vsak mesec enkrat ali pa dvakrat v Kranj na priprave še ta druge, ker Valič je bil, doktor Valič, Ivo je bil poj tudi vodja odprave. Treba je bilo marsikaj prištimati, šli smo z avtomobili. To je bilo po svoje, bom rekel, enkratno, videl si vse, ampak tudi po drugi strani pa vse sorte se je kaj dogodilo. In imeli smo eno katrco, ki je še v litostroju narejena, dobili smo 2 nova spačka, pa tovornjaka tam v Mariboru. In seveda, ko pa če bo kaj narobe, smo v vseh teh v litostroju pa dol v Kopru pa v Tamu sta po 2 šla, pa bila par dni na priučevanju, če so kaj naredili, da lahko sam zamenjaš, a ne. In hvala Bogu, vse skupaj je prišlo leto 71, odprava odšla na pot, 16.000 kilometrov je dolga vožnja, a ne, in brez problemov smo prišli do zapadnega Pakistana, Rawalpindi, Islamabad, to je bil glih isti mest, samo enkrat se je tako imenoval, enkrat pa tako. Tam smo na ambasadi pustili avtomobile, tam so delali en velik jez, pa elektrarno na Indu, in kako so delali, pa hidromontaža z Maribora so delali tam, in kako so oni izvedeli, da smo prišli kje, pa da smo, kar se denarja tiče, bolj tako. Pride en večer, ko smo nekaj dni bili v Islamabadu, da smo prištimali vso robo za naprej, prišel s kovčkom, najbrž je bil direktor. In dober dan, tako rečen, ja,
smo slišali, da gre step, pa da je tako, pa tisti kovček odpre in je bil tako rupi, zložen. Je rekel, prispevamo, da vam ne bo treba za tovornjaki iti naprej, ampak boste imeli avionski prevoz iz Rawalpindija v Čitral. Tako da tam bi se mogli 2 ali 3 dni še z tovornjaki voziti po tistih cestah, no tako da smo v Čitralu smo potem nabavili te džipe in z džipi praktično en dan daleč, dokler je bo še kaj ceste peljali, potem pa mislim, da je bo 6 dni pristopa do baznega tabora pod Izturunalom. Tam smo videli nekoliko zmenili, dajmo probati tlele, to je južna stena, in smo potem preko južne stene na osmer potegnili. Žal, bom rekel, na povratku, no, lahko povem do konca, da postavili smo 3 tabore višinske, od tega na enki 2 tabora, 2 šotora, na dvojki 2 šotora. Ko se je trojka postavljala, sta bila Janko pa Zvone sta postavila trojko, s Petrom Ščetininom sva pa naslednji dan z dvojke na trojko pa tam ta drug šotor postavila. Zvone pa Janko sta pa že šla proti vrhu, ga osvojila, na povratku pa majhen pod vrhom sta imela nesrečo, tako rečem. V trdem led je bil pa to in jih je odnesel. Kako sem sploh prišel do tega, takrat, kakor mu 7. čut, bom rekel, 6. čut, se mi je zdelo, da je nekdo zavpil. In pogledam v čutorak, ga glih rihtava, pogledam proti vrhu, pa vidim 2 pike. Pa ena pika hitro se stopa, tako rečem, kakor da se vala, ne, se ustavi, pa ta druga spet se vali dol in gre ta prva pika, tam se druga, ki se je ustavila, gledati in od tam naprej samo ena pa ostane tam. Sem rekel, 100% pri sebi, to je nesreča, kaj, koliko. In samo Petru rečem, daj tisti naredi osnove, kar si hotel, jaz kar letim naprej, v narekovajih, na 7300, veš, koliko letiš, ampak bom rekel, zelo hitro sem pa hodil. Skoraj 3 ure, malo prej, morebiti kakšno uro prej, se je Zvone tam srečala, sem mu še palce dal, ne, ti, kar boš Janko, to je nezavest. Jaz bom že sam prišel do dol. In srečo smo imeli tam, da je v to dolina ledu, snega, da ni bilo razpok praktično od tega 3. tabora naprej je bilo gladko, ta zgornji konec je bil pa konec skal. In pridem do Jankota, začnem, bom rekel, sem ga zbudil, pravim, Janko, greva, moramo iti,
kam, kamor nadaljeval, tako rečeno, ampak je začel, da je na Bledu smo se kopali. Ko je topla voda, dobro, je bilo treba ga prijeti, ni mogel hoditi. In čas sem ga vlačil tako, da sem ga čez poštaramo pa roke, pa sem ga vlekel za sabo, k ni bilo strmo. Če je bilo strmo, hvala Bogu, sem ga za noge prijel, pa sem se od spredaj usedel, tako rečeno na sneg, pa sva se pelala tiste 100 metrov ali pa tam, ni bilo pa nič nevarnega, a ne. Pa spet tako, pa en čas hotel zanj, da bi ga, ne, no, in hvala Bogu je pa je le Peter prišel, in sva ga spravila v njun šotor, pa sva pa celo noč kuhala čim več tekočine, ker Janko je bil praktično samo še živt, čisto odpovedal vse zvone, pa toliko, da je lezel, da je sam hotel s šotora ven, smo imeli pa glih na takem mestu te dva šotora, da 10 metrov, če šel, se lahko prebrnil čez Serake, a ne. Na koncu ledenika tam. No, in potem je bilo to 5 dni, smo ga spravljali do bazenega tabora, midva seveda sva s temu, je bila takoj prekinjena akcija, mislim, prekinjeno odpravljanje, ne gremo nikamor več naprej, moramo Jankota dol spraviti, in s tem se je zaključilo tako, da sva ostala tik pod vrhom brez vrha, a ne. Po 5 dneh smo le prišli v bazo, no, vmes sem bil, takoj, ko sem ta drugi dan, ko sem se stopil na dvojko, sem se na dvojki samo toliko, da sem se tako rečeno preobul, pa v bazo letel dol, pa naslednji dan z baze prinesel kisik na dvojko. A ne, in do dvojke so pa že malo nad dvojko so pa že trije, ki so bili, ki smo se takrat bili po dva v enem taboru, a ne, pa je bila bolj, več ljudi je moglo biti, ker bilo nas je pa vseh skupaj samo 10, a ne, od tega sta pa 2 v bazi, fotoreporter pa Sandi. No, in po 5 dneh smo ga končno spravili. Dokler je bil sneg, ni bil problem, v Celzak, lepo zapokan, tako rečeno, pa smo ga peljali pa vlekli, a ne. Po tam so že 2, poštar pa en kuhar, sta prišla pomagati, da smo ga dol, in je pa en teden je trajalo, da je toliko se prišel, da je že sam lahko hodil. Smo spokali pa ta čas med tem cajtom, ko je Janko prišel k sebi, smo pospravili tabore gor, pa prištimali se za odhod. No, zdaj smo normalno, pa v par dneh smo prišli do Čitrala, od tam spet z avionom v Ravalpindi, v Čitralu, na Čitralu
nas je še kralj povabil k sebi, tam je nepisani kralj, še zmeraj kralj Čitrala, a ne, je šef, tako rečen, države, država v državca, ne, pa v avtomobile pa počasi dam, ker daleč je še do doma in ta drug dan, ko smo odšli iz tam, takoj ene 100 kilometrov za mejo afganistansko-pakistansko, smo imeli prometno nesrečo. Tako da smo zleteli iz ceste. Ali je bilo s kolesom ali nekaj je bilo narobe, pa smo glih toliko, da je bilo, da se je videlo, da je ovink. Tam smo šli ven v en drevo, ga tako sam oplazil, tisto drevo, tam je vrata na un stran, kakor je Zvone sedel, utrgal, je padel ven, naslednje drevo je pa že mislim, da je ležal, tam smo pa vanj še, tako rečem, glih toliko, da smo še priletelke, se zabili. V tistem je prišlo do eksplozije tanka, goreti je začel vse skupaj kot bakla, tako da je skozi ta lijak je eksplozija bila ven in ga je goreč bencin ga je polil, mislim, pošprical celega, ke vroče je bilo, pri 50 in več stopinjah smo v kopalkah se vozili, a ne. Tako da in je 2 dni za tistim je pa v Kabulu v bolnici podlegel, ker tam niso poznali rezervnih ledvic pa tega. Dohtar je ostal tam, mi smo šli en dan preden, praktično je umrl takrat, ko smo mi šli, sam ni vedel, nismo vedeli, da je to. Tako da je dohtar je tam ostal, zato da v kolikor bi bilo majhno boljše, da bi bil možen transport avionski v Jugoslavijo, tako rečeno, a ne, v Beograd ali pa v Ljubljano, je pa je žal umrl, mi smo pa izvedeli, da je umrl ta 5. ali pa ta 6. dan smo prišli v Dimitrovgrad na mejo, nas je pa telegram čakal. Jutri ob 3. popoldne je pogreb. In ko smo pa v Grosupljem, tisti motel, ki je, tam so nas čakali, da smo se spreblekli, a ne, pa malo umili, tako da smo direktno na pogreb prišli. Žalostno, ampak tako se je naredilo, pa nesreča ne počiva. Ampak Janko je pa prišel k sebi, ne? Janko, Tudi od tistih težav na gori, ne? Janko je bil že dober. Ja. Janko je bil čisto normalen in smo mi trije, tako kot smo se dol vozili, smo se tudi nazaj. Katrca, pa mi trije, Janko, Zvone pa jaz. V času trka je Janko za volanom bil, jaz sem odzadaj neke probleme želodčne, bom rekel, sem na pol spal na ta zadnjem sedežu, Zvone pa normalno zraven, a ne. Tako da tako se je naredilo in Ja. ja, to je bilo
hudo. No, isto Ronald je dobil svojega Zvone je bil, mislim, ne moreš, neverjeten človek, no, enkraten, sposoben, ampak glih tako, takrat smo tole knjigo v Jevrcah, je Klavdij fajn rekel, glih tako se mi zdi, kakor da je vse hotel še narediti, preden je tako rečeno umrl, a ne. Ker glih kar se je spravil delati ali narediti, je vse naredil, a ne. Tako da je bil, mislim, takrat, se pravim, poj, ker oni dva sta bila že, tako rečeno, že evidentna kandidata za Makalu 72. Ker Zvoneta ni bilo več, sem bil jaz tisti drugi, tako rečen Mojstrančan, ki je šel na Makalu, a ne. Tam je bilo tudi dobro, tam smo z avionom dol pa do baze, bazo postavili, začeli ene 2 dni po tistem, ko smo se majhno aklimatizirali na tisto višino, smo že začeli postavljati tabore, tabor 1 pa nazaj v dolino, pa ko smo v drugo prišli ga opremljati, je že Plaz podaril šotor. Tako da smo tisti poj prestavili tabor 1, ene 50 metrov višji, naredili in tam že prespali, s tem namenom, da Janko pa jaz sva bila zadolžena, da greva proti japonskemu razu, ker tam je bil en del še neosvojen, Japonci so čisto pa cel raz poj splezali na glihov na raz njihov, je bil pa tudi, saj sten je noro velik, mislim, Makalu je že tako pojem. Dobro, se vsak Himalaja, vsi vrhovi, tudi stene. In 4 so šli pa v osrčje, glih pod ta znan raz snežen, kodar je poj potekala tudi smer gledati, in ko smo prišli nazaj, naslednji dan v bazo, tam je potem padla odločitev, tako rečeno, skoraj smo glasovali. No, in je potem v odločitev padla, da je to stena, in potem se je začel to tabor 1, tabor 2, tabor 3, tam sem pa žal odjenal. Dobil sem hudo vnetje slepiča in sem praktično od takrat naprej taprl sploh nikamor, samo ležati. Doktor me ni hotel operirati, ko sem rekel, ja, kaj pa je, prerežeš ven, vzameš pa zašiješ nazaj, v enem tednu bom pa dober. Ni govora, je rekel. Tako da sem praktično gledal pa poslušal, kako se je dogajalo poj vse to. Tudi poj ta zadnji dnevi, ko so Janko pa Maležič, ko sta
ustava nad 8000, a ne, ko Mališič je še kar hotel kar naprej, brez vzgaja, brez kisika praktično, tudi tabori nižji dol niso bili več polni, ker je Aleš je rekel, konc, to je, mislim, vsi smo bili praktično 3 mesece skoraj v steni, da sta pa se vrnila, pa 3-krat nam je zaparilo več kot meter snega, vedno je bilo treba vse na nov narediti, od šotore postaviti, skopati in tako naprej, tako da pa 72 leta nas je bilo 10 alpinistov. 75 leta pa 25. A ne, in v tem je bilo tudi, bom rekel, če bi nas bilo takrat več, Marjon je ozebil, jaz sem zbolel, Kunstelj je zbolel, ga je srce nekaj, tako da smo bili 4 od 10 smo bili že v avtu, a ne. Zato smo pa, no in je tudi mi Aleš rekel, a veš kva, zdajle, ko pa pridemo v Ljubljano, pa kar bejške v klinični center, da tale slepič ven dajo, da boš mu gmah, a ne. Da boš prištiman spet naprej, tako kot si bil. Ja, in to je prvo vprašanje, zdaj, ki se mi je porodilo tule. Omenjaš, da ste razmišljali, kje boste šli. Ne? Izbrali ste steno, ki je bila precej zahtevna. Bi mogoče že 72. prišli na vrh, če bi izbrali tisto varianto? Ne. Sigurno ne. Glih zaradi tega, ker nas je bilo premalo. Tle je bilo na tem delu, ko sva bila z Janko tam, se sva tam na 600-400, mora biti kakšen meter več, že na to višino pa si pa videl, kako bi dal. Sam sigurno ne bi prišli, ker je bilo pa tistega japonskega grebena pa tako rečen, kakor ta slika tako dol, mi smo pa tle nek gor prišli, a ne. Bi prišli. Bi bil še cel japonski greben tam vprašljiv, a ne. Tako da je pa, smo spokali pa šli tam. Žalostni, ampak takoj se je začel delati na temu, da bi čim prej še enkrat makali v Dobelj. Aleš je bil majster, mislim. To tudi tazga vodja ne najdeš, zlučil ga iščeš, pa ga ne najdeš. In je potem to uspelo, a ne, 75, tako da. Ja, zakaj te ni 75. zraven? Mene pa ni bilo več zraven zato, ker sem se 73. leta odločil, da bo treba dom si uštimati, a ne. Čeprav sem se ženil 74, ampak hišo sem začel delati, a ne. Mama pa ata, pa daj, kljub temu, da je bila sestra, sem sestri nikoli ni bilo za take stvari. Daj, bomo zdajle hišo naredili, da imamo vsaj nekaj svojega, in takrat sem praktično aktivno, z aktivnim alpinizmom, ko moraš biti res skozi not v temu, tako kot smo bili tiste leta prej, sem rekel, to bom nehal, ampak toliko bolj se bom posvetil gorski reševalni službi.
Na to še pridemo temo, ampak imamo še eno zanimivo tvojo dejavnost vmes. Torej, zdaj smo na nek način plezanje, se bomo še dotaknili, smučanje, alpinistično. Ste sploh dojemali to kot neko alpinistično smučanje ali, ne vem, smučanje z Triglava in podobne stvari, pač, ker je bilo fajn? Kako? Bom rekel, sam to so mi drug povedal, Krničar, pa so rekli, eden od začetnikov ekstremnega smučanja. Sem rekel, jaz nič ne vem za to, jaz uživam v temu. In takrat ni bilo turnih smuči, čevljev, takrat si mu pancer, pa 2,5 m ali pa 2,10 m smuče, pa si nosil gor, a ne. In je par z vrhov Rjavina, Kukova Špica, Pihavec, Gamzovec, Stenar, to je bilo, tisti, ki je bilo blizu, pa ki si videl, da je dober sneg, pa pancerjev, ne da pancerjev v rukzaku nosil, ampak na noge, pa toliko cajt si šel, da si bil na vrh, pa je pa res, da sem bil dober smučar. Kaj rečem, da sem bil dober smučar. In tista varianta z vrha Triglava, smučanje z vrha Triglava, bom rekel, ni zrasla v moji glavi, ampak je v to tofova. Ja, posneli ste celo tole, ne? Ja, sej, imam film. To je, on prav, veš kaj, tlej, on s Kranjske Gore drugače doma tudi, mislim, žena, tam ima ta hišo tudi, in prav, a bi ti šel, bi jaz še Mitju rekel, ti pa Frenku reči, da naredimo en tak film, kako se zda z vrh Triglava smuči. Sem rekel, dobro, če sem za vsako, tako rečen, traperijo dorasel, bom pa tudi to, sem pa tudi za to. In tako je potem ratalo, tako da dobili smo se na Krederc, ker mislim, da je bil takrat še triglavski turni smuk Staničeve in sem jaz tam mogel čez Staničevo iti, ker sem enim dvema fantinom starejšim nesel še smuče zraven gor, pa pridem na Krederco, par ur za tistim prideta, bi mogel biti pa še ta četrti in to bi bil Šrauf, Belak Stane. Ne bi bil še kot četrt, ki bi skup smučali gor. Ker ga ni bilo, smo potem šli Mitja pa Mrakč, Frenk so čez Krmo prišli, jaz pa iz Staničeve, koliko je bilo ura? Popoldne, no, tam okrog poldneta smo šli na vrh, jasno vreme. Smo vstopili tam v Triglav, kar na lepem se je nam megla pokadila. Do vrha v megli, na vrhu smo 1-2 ure čakali, če se bo kaj zjasnilo pa to, ne. Tofimu 2 fanta, ki sta ga držala, mislim, ki sta imela privezanega pri smučari naš, da juhka, ki je malo bolj na robu snemal ali karkoli. In seveda, ker ni bilo not, en del smo se že proti Rdeči Skrbin spustili, pa poj smo rekli, nič, bomo tle, v koliko se še dalo priti, kar direktno po poti iz Krederce. In točno tam smo potem
prismučali v dolino. Vem, da so Nemci, se to je nemogoče, sploh nisem mogel verjeti, da se da v takih strminah lepo vzeti. Čeprav smo poj s Francijem Mrakom so ene 3-krat ali pa 4-krat peljala z vrha, enkrat peljala z vrha direktno na Kugljevo polico, po eni grapi dol, veliko je bilo snega in tako da so ankjer ni bilo treba smuč dol dajati ali karkoli. Tudi tlek smo šli, smo bolj, a se za zajlo držal, pa škoda je bo smučno, ker je bo kopen. Na koncah smo mogli čez priti, ampak smo rekli, če smo šli na smučah, bomo na smučah dol prišli. To je bo. Tako da, se pravi, ta ekstremno smučanje, tudi približno mi ni bilo na misel, da bi to, ne vem, neko vrst smučanja rekel, ampak vesele, pa nič se nismo bali, ne. Tako je bilo. Ampak vseeno izjemno dejanje, sploh s tistimi smučami, opremo in takrat. Ma to niti takrat še zmeraj mogel v pancerje hoditi, a ne. Ni bilo. Prvič, prvi okovje za turno smučanje mi je častil Ricardo Cassin. V Leku, kjer smo hodili na rejlije, smučarsko-alpinistične rejlije, kar mojstrančan smo hodili par let. In ko smo bili prvo tam, vem, da Klavdij pa jaz pa Zvone smo imeli še Lankriman, ta dolg pas, da zategnil vse, a ne, na smučo. In tisti jutr, ki je bila tekma, se z njim slikamo, s Cassinom, a ne, ker je zlika doma. Se z njim slikamo, gremo na tekmo in slep vreme, sneg nas na pol poti ustavijo, nazaj dol, mislim, da je en francosko ekipo že neki plaz hotel zasuti. Pa smo šli pa k njemu v fabriko pogledati, kaj vse dela, in nam se je častil s silvreto. Zato bom rekel, še danes imam silvreto kot okovje, čeprav je ta dinofit, imam 2 dinofita glih tako, ki je bolj, a ne. Tam ni bila le še zajlca pa tako. Ja, tako da, in smo tam na teh tekmah so tudi bile po 3 dni dolga, brez, si odzunaj spal, jedel, tako da si tudi not, ampak si dobil 50 pik, če si odzunaj spal, a ne, pa 3 vrhove pa tako. Težke tekme so bile že takrat to, pa smo bili ta drug pa ta tretji, ta prvi nam pa ni uspelo, da bi zmagali, a ne. Ampak to recimo Nemci, Avstrijci, Francozi so tako navijali glih za mojo ekipo, no, samo ponavadi smo bili samo po ena ekipa, da smo mogli z barelo to čoln narediti med potjo, a ne, samo tisto ogrodje smo, pa ta tretjega skupaj se šravbati, ta tretjega človeka noter dati, peljati. Tako, kar bi rekel, je 50 urac, ne 20, a ne.
Orang tekme so bile in ja, tisti bo kar fleten. Ja. In veliko je bilo v bistvu potrebnega reševalnega znanja že v teh tekmah, ne? Kar pa je vprašanje moje naslednjo, ne? Torej zdaj prihajamo v to tvojo pomemben pečat, ker si pustil gorskega reševanja. Slišali smo, oče že naredi v bistvu linijo čez steno za možnost lažjega spuščanja. Pomeni, da na nek način je tudi družinsko ali pa samoumevno bilo, da boš ti, glede na to, da si se ukvarjal z alpinizmom, tudi gorski reševalec v tem okolju tu. Kako je ta tvoja pot? Pri nas je v moj stran praktično je bilo to skozi. Če si alpinist, si tudi reševalec. S temu eno z drugim je bilo tako prepleteno, da če je prišel klic na pomoč, ti si pa mislil, da nekam plezati, šel ta prvi reševati, če bo to hmal konc, šel pa še plezati, a ne. Ali pa te leta 68, 75 smo mi štirje, kot sem prej rekel, štirje smo vevorce bili od takrat, ko smo polovarje si uštimali, Janez pa Miha sta pa 2 let kasneje se pridružila, ko sta imela toliko dobre vzpone, da sta sploh kaj postala, a ne. To je pa nič takega, praktično vsaj en problem Alp, oziroma če glih tega ni bo, pa nekaj šestic v Alpah, pa tlele 10 šestic teh težkih smeri, no, v domačih stenah. To je bil, bom rekel, da zdobil štempelj, da se postal vevorca. No in 63. leta. Moj prvo reševanje, sem bil samo udeležen v reševanju, je bil v Četovmu razu, v Stenarju, en češki alpinist. Klavdij pa je bil, seveda je bil že 4 leta, takrat se vsak let poznal, a ne, starost pa to. Je bil že v akciji v Steni, oče, mislim, da je bil takrat še oče, da je vodil pa v GRS. In je, pridem v vrata, sem vedel, da so šli že gor, da bi malo videl, a ne, kako izgleda to. Pa ne vem, eden je prišel prav, a veš kva, daj ti doktorja pelj v gor. Sem rekel, ni problema, ne. In tako sem praktično, prva moja akcija je bila to, da sem zdravnika peljal na mesto pod steno, koder so tega ponesrečenca pripeljali dol, pa je ta druga zadolžitev je bila, ko so bili enkrat z njemu pod steno, zdaj pa kar laufaj naprej v vrata, da bo rešilc, da rešilca pokličejo, da bo rešilc čakal, ne mi, ampak ker je bila težka poškodba glave, no. Pa je Bogi umrl, ta možiček. To je bila ta prva akcija, no pa se je pa to. Vsak let jih je bilo več. Izpit za gorskega reševalca sem delal 68. leta, ampak ne zato, da ne bi znal prej kaj narediti, ampak ker se tudi ni kar mogel vsak let izpita delati. In sem praktično čakal, da se nas je več nabralo, teh tam mladih, ko bomo še izpit. Vem, ko sem izpit delal, je rekel doktor Robič,
če je ata znal za 5, moraš ti za 5x5, če hočeš, da boš postal. Mislim, to pa je, dobro smo naredili, pa kakor sem prej rekel, 75, tam 68, 75, smo bili praktično tako vpeljani v znanju reševanja, kakor po drugi strani alpinizma, a ne, da so nas klicali, kakor je v kakšna težja nesreča oziroma stena, da je v stenah, tako da smo okoli hodili reševati, a ne. In tako bi tudi takrat začel pa une 3, bi nas not spustili, da bo kaj to spravili, a ne. No, pa je tudi po drugih postajah ni bilo še alpinistov, so le tako planinci, malo bolj poznani, kar se tega tiče terena pa teh stvari. No, pa so pa počasi tudi drugje začeli alpinisti ratovati, da so lahko sami spravili. Če je pa kakšna bolj velika akcija, množična udeležba reševalcev, smo pa itak cela postaja, cela dolina skupaj stopili pa tisto naredili, ker jaz vem, da jaz sem 78. leta sem postal načelnik naše postaje, 26 let sem jo vodil in ko je že ta prvo let je bila težka nesreča, nesreče nič, Peternelj in doktor Peternelj pa sin sta ostala pod Kredarico zasuta. Snega je padlo 2 metra sigurno. Oni dva sta se pa s Kredarice prepozno začela vračati v dolino in jih je zasul na zgornji Krmi. V tisti akciji nas je sodelovalo 79 reševalcev, s tem, da nam je priskočila vojska na pomoč s Pinzgauerji, da smo imeli vsaj dolino pretrgano. Tako smo ponoči prišli v dolino, 70 reševalcev je proti nam, 3 je helikopter odpeljal, pa smo našli k sreči v tisti megli mesto, kje sta, smo tistega otroka, to je bil otrok, pa oče, a ne. Vem, da očeta spravimo nekako v helikopter, ker to je samo lebdel še, lahko snega pa čez glavo tistega otroka not in helikopter odletel. Še doktor Robič je bil tudi, preden smo se peljali praktično, ko smo leteli, pravi, ki pa še videl palce smučarske s sabo nositi. Dobro, v redu. In gor skočimo ven, une dva spravimo v helikopter, megla, veter, vse je bilo prav. A veš, ni govora, da bo Andrej še enkrat prišel. Andrej je bil pa pilot, a ne. Glih s tem helikopterjem. In sem rekel, je pa najbolj, da kar začnemo se stopati v dolino, drugače nas bo še bolj zasule, ne, snežilo pa še zmeri. No in
Sem rekel, doktor, tle imate palce, da boste lažje hodil. Pa sem pa vstal jaz pa policaj. In na zgornje krme do pastirske koče sem rekel, vsak kamen sem poznal vse, točno sem vedel, kje bo muhka, kar čez steno, sam spustil se po snegu dol, pa smo spet toliko in toliko metrov nižji in smo do ekipa reševalcev, ki nam je šla nasprot, je že od zjutra hodila, zvečer, ko se je tma delala, je pa praktično bil odpeljan, mi smo se pa prebijali proti tej pastirski koči, oni pa proti nam. In smo prišli do koče, do bajte, jaz že kar hitro naštimam drva, pa zakuram, sem rekel, hvala Bogu, smo na toplem bomo, jutri zjutraj bo pa tako lepo vreme in nas bojo pa prišli iskat. No, mi temu pa le ena veza pride, tako da smo se slišali, sem še rekel, ampak ne se nam zlagati, mi smo zdaj na toplem, tako rečem, da niso tako visoko, kot so bili, no pa so bili res na pole, so prišli že pregazili, da smo pa mi to podobno, tako rečem, zapustili pa šli k njim, pa skup v dolino. To je ena od takih, bom rekel, že koj na začetku, ko sem prevzel postajo, samo tako, pa je bilo pa to. Kdaj si se pa vklopil v helikoptersko reševanje? V helikoptersko reševanje sem se pa vklopil 77. leta. 74. leta je bil že ta prvi tečaj helikopterskega reševanja tamle dol v Lescah, pa smo dali Kristelna Langusa na tečaj, potem pa 77. sem pa že jaz bil tudi in pa je bilo pa to kar pestro, bom rekel. Vsak let je bilo več tega, zelo tako medsebojno prijateljsko smo s piloti se začeli in 82. leta je bilo v Mangartu, sta bila punca pa fant, zmrznila v severnem sten in je reševali so, naj bi reševali Bovčani in kar na lepo me kliče, saj sem bil v službi, pilot, prav daj, čim prej bejž dam, pa še saj ene 5 fantinov poklič, drugače bo noč prej, preden bo sploh kdo do ponesrečencev prišel. No in poj, ko pa pilot pa res ne more tako odločati, vi boste reševali ali pa vi ne boste. No in tako smo šli pa v pomoč gor. To je bil ta prvič z Papa Bravo, to je AB 412, to velik helikopter, ki je zdaj po 42 letih sva šla v penzion skup. Ja. Pa smo pa, do same nesreče. Praktično smo imeli vsak let enkrat
tečaj, smo se dobili enkrat le, enkrat tam. Po tej tragediji, bom rekel, turški žleb, Turške gore, nad Okrešljem, je Uprava za zaščito in reševanje sklicala sestanek. Tam so me nekako strani GRS, da moram biti prisoten na teh sestankih, Miran Bogataj sklical z vseh reševalnih služb ta sestanek in na sestanku je bilo rečeno, helikopterja za reševanje toliko časa, dokler ne bojo vsi dokumenti narejeni, taki, kakor morajo biti, ne bo možno dobiti. In seveda za vodjo tiste skupine, ki naj bi te stvari naredila, me je določil, boš pa ti, dobro, v redu, po dobrih 3 mesecih je bo že kar toliko teh stvari, vse, saj nič novega, ampak samo vse je bilo na papirju, Od takrat naprej potem so se začela ta usposabljanja, ne enkrat na leto, ampak vsaj 3-krat, 4-krat, danes jih je še več, 5, 6 krat se dobijo. 91. leta sem pa postal inštruktor letalskega reševanja, pa se pravi do 22, 22 leta sem bil kot inštruktor, napisal sem priročnik o letalskem reševanju, ko je po tej nesreči, kodar so tudi precizirana vsi postopki, vse tudi slikovno opremljen, tako da. Pol so pa rekli, zdaj bo pa bral konec, zdaj imamo pa boljše. Sem rekel, no dobro, in so me povabili, da sem šel z njim dol v muzej. Pa še tam sem ene par besed mogel spregovoriti. To je bilo. Ja, tako se potem... Ja, inštruktor, dokler si aktiven, ko pa nehaš te aktivnosti, ti pa to ni to, bom rekel, tako, kar gorski reševalec krataš, si vedno. Tudi pa, ko star rataš, si pa pri inštruktorjih, si pa to, moraš biti v tem skozi aktiven. Tako da sem zdaj od 22 leta sem pa rekel, fantin, zdaj imate pa, jaz ne dosti, vse so me še zmeri, me pokličejo ali prosijo, daj, a boš vsaj tole, vsaj pisal, in 3 leta sem samo hodil evidenco delati, pa take stvari, tako da. Ja, tudi reševanja, praktično 3 leta nisem v nobenem reševanju, ker sem COVID prebolel, sploh nisem vedel, da sem ga tako rečen imel. 6 mesecev po tistem se je pa začel purpuravi skolitis. 8 mesecev pa pol midrola. Ves sem bil v ranah, še danes nisem tak, kakor bi mogel biti vsaj za normalno življenje. Ni kaj, glava
vrti se mi, noge odpovedujejo, čist nehote, mislim, vsak dan probam vsaj 1-2 ure hoditi pa to, ja, sam, kaj, k dan pridem, sem pa, Ja. mislim, tako je to, a ne? Tako je, tako Ja. gre, ampak spomini pa ostajajo in ene zdaj tule zapisujemo. In spomin gremo zdaj še nazaj z naslednjimi vprašanji. To so pa zdaj taka čisto kratka vprašanja, pa tudi odgovor je lahko v bistvu precej precizen. Ne? In sicer, kateri tvoj vzpon šteješ kot, se ti je, ne šteješ, ampak se ti je zdel najtežji, ne po oceni, cela zgodba, en vzpon. Težko bi rekel en, ampak te težki vzponi v Alpah, mislim, da siguren je bil ta najtežji tudi fizično Mrtvaški Prt. Tam sem bil 3 dni, ne na špicah prstov, ampak res. Ker vsak korak, ki sem naredil, sem mogel ta prvi tega orodja, kje pa v Šamoniju smo direze kupili Everest. Še zdaj, danes jih imam, ampak so tako rečeno neuporabne. Danes je vse pak. Pri nas je bilo tako, da nikoli nisi bil razbremenjen, plezali smo v gojzarjah sredi poletja, ampak težek. Ni šanse, da bi ti enkrat en potegnil ali pa prinesel nahrbtnik, ki bo treba za 5 dni hrane pa stanovanja sabo, mu na hrbtu 5 dni, a ne? To je recimo razlika med takrat pa danes, a ne? Takrat smo vse imeli, pasove smo dobili, ko smo že skoraj pol cin preplezali brez, a ne? To je to. Ja, v redu. Kateri vzpon ti največ osebno pomeni, si najbolj ponosen na njega, na primer? Ja, tudi te Mrtvaški Prt, Valkarjev steber, mislim, to je kar en za drugim, se taj pa še malo bolj, a ne. Tako je bilo, no. Tako da, ne vem, mislim, da predvsem Mrtvaški Prt pa Valkar kot ta prvi, pa Kopna skala, kljub temu, da so bili fizično cine težje od teh, ker so takrat prst kar tako bili, pa 2 dni, ampak je bilo nekoliko fajn vreme, pa te stvari so bile čisto drugače, a ne. Ni bilo treba se boriti, da boš prišel, a ne, skozi. Tudi delno, ampak na lažji način. Ni kaj. Naslednje vprašanje, malo že slutim odgovor, ampak lahko, da se motim. Je kakšna smer, gora, torej linija, ki si jo želel, pa ni prišla na vrsto, niti bila usojena, tako še vedno pomisliš, tole pa je ostalo? Je. Matterhorn. Zanimivo, sem mislil, da bo Eiger kot tisti, ki je bil že blizu. Eiger sem že skoraj spoznal, ampak nas je zavrnil. Matterhorn smo pa kje prišli, pa nas je že tako rečeno zavrnil. Še vstopili nismo. A ne? To. Super. Vse tri te zadnje probleme Alp smo mislili, da nam bojo uspeli, pa žal. Ni kaj.
Če pomisliš nazaj na svojo pot, na svoje soplezalce, lahko izpostaviš tistih par, enega, 3, 5, ki so v bistvu tako močno vplivali na tebe kot plezalno osebo, torej vzornike, tisti, ki so te naredili, Janeza Brojana, mojstra Škovevercev, takega, ko ga poznamo danes. Ja, mislim, da ta prvi je sigurno oče. A ne? Če ne bilo njega, vprašanje, a bi se vrgel v te stvari, a se ne bi. A ne? Drugače pa vse tri, Zvone, Janko, Klavdij, to je bilo, Bog var, da te ni bilo v nedeljo zvečer v kinotu. 100% je bilo nekaj narobe. To smo bili tako, bom rekel, korat pa hlače. Tako smo bili navezani na drugega. Še danes, karkoli je, smo skupaj. Dobro, žal Zvoneta ni, Janez je tisti vmesni člen zdaj, ki manjka v česih, kakor nas je bilo, tako rečen, 2 ni in ta četrt, tako ko smo začeli 4, je Janez, a ne? To je to. Čeprav smo z Janezom, recimo, jaz sem ga čupa peljal, sem rekel, Janez, od svoda, ko sva se navezvala, sem rekel, Janez, a veš kva, ampak nobenega karabinca me ne vrši stran. Sta 3 luknje. Sta že šla. Ne hoti. Nekega je najbrž, ki je lezel, ki je hotel peti ali kajkoli, z rok samo šla pa. Alenčki. To je bil karabinci, mislim, te aluminijasti. Mi smo vse z železom plezali, a ne? Če bi imeli takrat tako, dobro, najbrž ne bi mogli nič več, nič še hujšega, hujšega praktično ni bilo. Res ni bilo. Samo to danes premišljuješ, ni bilo. A ne? Ja, in to drži, ja. Ja, tako da. Ja, krasno. Zdaj pa prihajamo na zadnje vprašanje, ki ni klasično alpinistično vprašanje, ampak je tako dobro povezano s tabo in je tako super zgodba v zadnji. Slišali smo, prvi si smučal z Triglava. Triglav je na nek način kar precej, dobro, ja, imate ga hišno goro, ampak zelo ste povezani z njim, ampak ta zgodba, proslava. Ja. Gledamo kadre, zdaj, da našim gledalcem, poslušalcem poskušam slikati. Torej 25. uradno dobimo novo državo, Ja. skupščina. 26. se predvidi proslava in potem na tej proslavi gledamo Trg Republike, Milan Kučan, predsednik, reče, danes je dan za sanje, jutri je pa nov dan v tem smislu in zraven lepi kadri sončnega zahoda, Triglav, plapola zastava, bakle in tam okrog tega stojite, to hočem reči. No, to so v bistvu taka ikonična fotografija Joca Žnidaršiča in v bistvu kadri, ki bojo vedno ostali. In vi ste v bistvu to ustvarili zgodbo, ampak zanimivo je, da ti kadri niso bili takrat, torej 26. junija posneti, ampak ste vi 12. junija šli gor. Torej povej mi malo o tej akciji, kako je prišlo do ideje ali ukazali, kaj je bilo tule v zadnji in kako ste šli gor posneti te v bistvu kadre in te slike? Maja meseca, telefon z Ljubljane, mislim z Ljubljane, telefonski klic. Ja, prosim.
tlele pa daj, že spet smo pri imenu, bomo pa povedali. A bi bil pripravljen prevzeti izobešanje zastave na vrhu Triglava za osamosvojitev? Mislim, ta prvi tist pri sebi, čak, a mi je eden zajebal, a resno misel, a ne. Gorazd Končar. K sreči sem ga poznal z enega filma, ki ga je delal v Tamarju, da sem vedel, kdo je, sem rekel, ja, to pa absolutno, a ne, zakaj pa ne? Prevzamem, sam povejte, koga pa kako, a ne. No in prav, no to se bo pa imeniva, če si pripravljen prevzeti, bomo štimali naprej. 2 dni za tistim, spet klic, ja, a veš, zdaj si bo mogel pa zmeniti. Preštimati moraš drog, preštimati moraš bakle, ne bakle, preštimati moraš fantine, tokle pa tokle mislimo, da bo v redu, pa dan, kdaj boste ohka to naredili. Sem rekel, dobro, ni problema, 10-metrski drog sem kupil v Merkurju eno cev, tako, malo, 2 coli približno debelo. To moram zdaj razrezati, vsaj na 3 dele, ker drugače ne bo šel v helikopter, a ne. Tisto naredim, pa še tako sem naredil, da se je sam cek, pa je bo s šplento, da je šlo skup. Fantine, ta najhuje bo to, ampak v strogi tajnosti. Sem bolj malo študiral, je meni te strogi tajnosti, jaz naj ljudi kopam, naj jim rečem, da bojo takrat tam, a ne. No, pa sem pa nekokle rekel, strogi tajnosti ne smejo zvedeti, da ne bo kakšne pizdarije. To je bilo skoraj 1 mesec prej, a ne. Dobro, in jaz začnem fantine iskati, mislim iskati, sej 3/4 bo Mojstrančanov. A si za to, da nekaj naredimo, ampak bom povedal takrat, ko bo treba. Pa en so že takoj malo sumili, a ne, kaj pa kako. Eni pa nič, gor, mislim, tle naprodaj smo se dobili za helikopterski prevoz, je ko pa zdaj, mislim, eni par je bilo takih. Ta drug so pa že, saj ne morejo ostati, kljub temu, da nikomur nisem besede rekel. Ne doma, ne, dobro, se doma nisem nikomu, sem sam. Dobim 23 fantov, ker sem rekel, tako pri sebi sem pa bil toliko, da ne morem, če sem rekel, ne morem zdaj samo Mojstrančanov vzeti v to, ampak bom prijatelje si take bolj zaupljive nabral, pa mu šli, a ne. In sem res tam z Kranjske Gore, dol
z Krana, z Ljubljane, ene par, no. In res tisti uštimamo, je bo tam junij se je začel, malo prvi vsak teden dvakrat mora biti, pa je vsak dan že dvakrat, koga misliš? Ja, a ti sploh misliš kaj na to? Ja, oprostite, vreme, samo vreme še čakamo, a ne? Vse ta drug je nared, vi gledajte, da bo zastava tisti dan v moj stran, ki jo bomo dali v helikopter, pa bakle, a ne? Ta drug naj vas ne skrbi, mene bolj skrbi, kdaj bo ta lepo vreme. In res, to na koncu, že skoraj glih to, da ni, že rekel, malo, če ne da tekmaha, pa drugega dobote, a ne. No, sam ni bo tako kdo. In je 12. junij, jaz zjutraj na šiht, pa hodim ven, spet, skozi je bil in slab vreme, a ne, tak. Pa le tam v 9, tole se pa deva, tako pri sebi, toliko vremena poznaš, a ne, ker tle ni bil samo vreme, je bil še veter pa vse, to. Sam nisem pa s Krijarco nič govoril zaradi vetra, ampak s tem brodarjem, Jožetom, pilotom, sem rekel, Joža, rajtem, da bomo danes. No in ob 10 je padlo, danes ob 2 se dobimo na Prodih, vse pokličem, vsi pridejo. Ko sem se odpeljal s Prodov na vrh, pa vsi smo imeli vso robo sabo, opremo, tako da smo drug dan prismučali v dolino, turne smuče pa to, smo na Krijarce dali ven, nas je s temi osnovnimi stvarmi peljal na vrh. Sam, ko sem bil jaz na vrh, ko sem ven stopil, pa da smo tam majhen za vsak slučaj naredili, da ne bo do konca zdrsnil, vrv, nisem mu ne zastave, pa ne bakel. Kličem dol na Proda, ja, imamo, glih zdaj je pripeljal, imamo, dobro, v redu, gor se ni bilo nič za narediti. Tisti drug smo skupaj sestavili, zastavo na vrh, zasadili, to je bilo 3 metre, več kot 3 metre snega, stolpa sploh ni bilo. Smo zastavico toliko, da se je videlo, da smo sploh na Triglavu, a ne. Tisto naredimo, seveda pa res lep dan, lep popoldne, ob 5 popoldne je bil predviden dnevno snemanje. Res, jaz pa kamero, pri meni to skozi laufo, mislim, jaz imam vse posneto, a ne. In tista 5 je ura in 2, ene parkrat helikopter zakrožil, posnel, smo spet zastavo malo zavili, skozi smo pa za vsak slučaj, če bi kdo opazil ali če bi vojska zvedela, Seveda, ja. ja, cel hudič bi bil uhka, ne. In tisto uštimamo, poj bo pa treba prištimati za nočno snemanje, bakle pa te stvari. Odprem škatlo z baklami. Veš, katere bakle so bile? One na palčkah, ko imajo otroci. Na palčkah, tako rečeno. In ima
Jaz pravim, da imam 7. čut. Že odprej tudi sem pa kdaj se je tako naredil, sem rekel, ma nič. Jaz bom naskrivš, ker tudi tako ne bi smel praktično pilot videti, da sem v nafto noter, pa te stvari v kabina, ne. Da ni v ta prav kanti, a ne. Ampak sem 10 litrov nafte, kanto 10 litrsko nafte, plastično, pa ta velik nahrbtnik, ki se je ven da potegniti, vojaških cunj. Zakaj? Da ne bilo treba čez 14 dni nositi gor, bom pa jaz to kot na slepo pa v Staničev zavetišče noter dal, spravil za res za 26. ne. Za kresna noč. In hvala Bogu, da smo imeli to gor, da smo pa samo z noži razrezali tiste cunje, kar smo nucali za bakle, ovili te, namočili v nafto, pa so ponosno tistem vetrovem, ki so bili, gorele. A ne? To je bilo. Ja, in posnetki so Ja, fantastični. in je, tudi nočno snemanje je šlo skozi, pa pravim Brožarju, sem rekel, Joža, se zdaj pa najbrž ste vi fertik. In rekel, ja, se zdaj vas bomo kar dol zvozili. Ja, kako boš, a boš z lučjo nas tle pobiral pa. Ja, ni problema. Vse izvozil nazaj na Križarco. Mi smo tam ostali, Joco pa Kunšič pa snemalec so pa se odpeljali nazaj v Ljubljano, a ne. No, in je bilo to do takrat spravljeno, a ne. Slike pa te smo že prej dobili, mislim, manjih je Joco prinesel za vse, za celo skupino, da jih je toliko našibal. Ste bili zadovoljni v glavnem z narejenim. Kak je pa bilo pričakovanje potem proslave in teh kadrov? Kak si se počutil, kak ste se počutili, ko ste pol videli tole, kaj je uspelo, kaj je ratalo? 25. smo rekli, zdaj pa še kres, a ne, in smo šli po Slovensk gor, les pa na vrh, pa zvečer tam 9:30, 10 zvečer smo kres zakurali in je 15 minut smo bili še gor, tako da smo videli, da je orang začel kreti, se nepar bakel smo imeli sabo, da smo po normalni poti na Križarco, pa čez Prg dam, pa nadol je na Veselico, gor je pa kres kuril. Goril, a ne. To je bil večer pred temu, kar se je proslavil v Ljubljana, ne. To sem pa videl pa doma na televiziji, mislim. Še danes si kar zavre. Ja. Mislim, dobro pa naredili smo, pa državo smo dobili. To je pa tudi vse. Ja. Lepi kadri so vam uspeli Ja. takrat in v bistvu s tole zgodbo Senca Triglava. Med tem cajtom, ko smo čakali, da se bo stemnilo, da bo še
nočno snemanje se naredil, debatiram, pisal tako, saj bo, tavžent stvari, takrat, pa to, pa un, pa tret, kar nalepom, ko pa je to senca, ampak točno taka trikotna senca, vrha Triglava ima, bom rekel, najmanj do Šmarne gore. Si videl, pa je naprej se je to zgubljalo v tmi, a ne. Enkraten, se pravim, vse je bilo potem, vse je bilo povezano s tem, ki je ratal, da je še res lepo ratal, a ne. In 10 let po temu 12. junija 2001 smo bili 10 nas je bilo, isti dan, isto uro na vrhu Triglava smo ta pravo zastavo izobesili. Ja, seveda, ker takrat je bila trobojnica brez grba, ne? Seveda, ker 12. junija se sploh še ni vedelo, kakšni bojo znaki državni. Ne? Do proslave se ni vedelo, na proslav so eno zmačkano zastavo. Dan prej so določili in potem so mogli zastavo in grba ni. Ne? Torej, poslušalci lahko pozorno zdaj ob tem pripovedovanju gledajo te posnetke, ugotovijo, da je brez grba in zdaj v bistvu res zaključujemo tale današnji pogovor. Dragi Janez, hvala za te bogate zgodbe, tudi za ta zaključek. Hvala lepa, ne, takole veselje mi je bilo, drage poslušalke, dragi poslušalci oziroma gledalci, vam pa lep pozdrav do naslednjič, do takrat pa seveda, kot je treba, srečno še pomahamo tja v tisto kamero.